Pozdravljeni kitaristi, začetniki, Jure tukaj. Danes vam bom pokazal, kako opereti E-dur in E-mol. Opazil sem, da ko začenjaš kitaro igrati, so lahko akordi kar velik zalogaj in zelo prav pride ene par takih simpel razmišljanj okoli akordov. Tako da dajmo kar pogledati, pa upam, da vam bo prav prišlo. Voilà. Uporabili bomo dva prsta za E-mol, začeli bomo z E-molom. Uporabili bomo sredinca in pa prstanca. Parjeli bomo pa tukaj na drugem polju pete strune in drugem polju četrte strune. In to nam bo definirali E-mol. Vse ostale strune bojo ostale odprte. Zelo pomembno je, da uporabite te dva prsta, ker po mojem mnenju vam bo veliko lažje, ko boste prijemali druge različne akorde in boste imeli na voljo mazinčka, klele in kazalčka tukaj, ne. Okej, toni v E-molu si sledijo E, H, E, G, H in ponovno E. Ja? Da definiramo E-mol, rabimo tri tone, in sicer primo, E, prvi ton lestvice, rabimo za naš mol malo terco, kar je G, in pa kvinto rabimo, kar je H. Ja? In te trije toni nam bojo definirali E-mol. Zdaj, na klavirju je to mogoče malo lažje videti, ker si toni lepo naravno sledijo, tukaj pa zaradi narave inštrumenta recimo kvinto igramo kot drugi ton v akordu, je mogoče malo čuden, ampak se je treba navaditi. Okej, toliko v molu. Zdaj pa, če pa hočemo definirati E-dur, rabimo pa tisti tretji ton lestvice, tisto terco, ki je bila prej mala, jo moramo spremeniti v veliko terco, kar pomeni, da jo zvišamo za pol tona in nam bo iz G-ja nastal gis. Evo, pa smo definirali E-dur. Imamo osnovo E, oziroma primo, potem imamo veliko terco, ki je gis, in pa kvinta, ki je H. Evo, E-dur. Zaenkrat samo to, ker ko igraš kitaro, je lahko preveč informacij prehitro, tako da zaenkrat, če si boste zapomnili samo dur in mol, boste že na zelo dobri poti. Okej, hvala za pozornost. V naslednjem filmčku se bom sprehodil čez naslednji akord in tako naprej. Se vidimo. Čao.